današnjega razgovora, ki ga ima, oziroma ga bo imel gospod Pahor z gospodom Sanaderjem, se bojim, da bo zopet nek fiasko in da bomo Slovenci zopet izpadli kot majhni hlapčki, ki hrvaškim, zagrebačkim purgerjem čistimo škornje. Tako nekako se obnaša Sanader, ko govori o Sloveniji v Evropi in znotraj Evropske unije. Ko je včeraj dajal Sanader izjavo v zvezi z pogovorom pri gospodu Sarkoziju, je dajal vtis, kot da Sarkozy popolnoma stoji na strani Hrvaške, čeprav je to zelo dvomljivo. Medtem, ko se naš predsednik Pahor baje ni sploh nič pogovarjal o Hrvaški s Sarkozyjem. Ne vem, kaj sta se potem pogovarjala, ampak zagotovo tudi ne o filateliji. Namreč Sarkozy je filatelist. Današnji pogovor na Mokricah bo zagotovo še dodatni fiasko in ne vem, zakaj je bilo treba teči Hrvatom v naročje, Zagrebčanom, lahko rečemo zagrebški politiki, kajti politika in razmišljanje Dalmacije je nekaj čisto drugega, tako kot je tudi razmišljanje Istre čisto nekaj drugega. Interpelacija, ki je vložena na delo ministrice gospe Kresalove. Pa morda niti ne toliko, ni pomembna toliko interpelacija, kot je pomembna problematika, o kateri se nasplošno govori. Še vedno se govori o nekakšnih izbrisanih, ko vendar vemo, da izbrisani bilo. Zakonodaja Republike Slovenije v tistem času je bila se strani Evropske unije in se strani Organizacije združenih narodov deklarirana kot najboljša na svetu. Najbolj fair, najbolj odprta, ki je dovoljevala vsakomur, ki je želel, da se deklarira ali za tujca na začasnem bivanju v Sloveniji, ali za tujca na stalnem bivanju v Sloveniji, ali pa za državljana Republike Slovenije. $600, kolikor je stalo državljanstvo, je bilo približno toliko kot pol kilograma telečjega mesa. In zato je nekdo dobil državljanstvo. Že takrat se nam je svet smejal, kajti nobena država na svetu tako poceni ne daje svojih državljanstev. S tem se pokaže tudi, koliko tisti ljudje, ki ponujajo državljanstva za tako ceno, sploh cenijo lastno domovino. In kot vidimo danes, slovenska politika prekleto malo ceni svojo domovino. In jaz se ne čudim, če bo kakšna od političnih strank, morda v enim od svojih naslednjih odlokov, določila hrvaški jezik kot drugi obvezni jezik pri komuniciranju v Sloveniji. Tudi to me ne bi čudilo, glede na vse skupaj, kar se dogaja v Sloveniji.